In ko smo ravno pri avtocestah, zdajle vas bomo popeljali tudi po avtocesti s Passat, novi Volkswagen. Nekaj več navdušenja, gre za Passat, za najbolj zaželen avto v srednjem razredu v Sloveniji. Se pravi, preizkusili smo novega Passata, prenovljenega, z odličnimi asistenčnimi sistemi in pri visoki hitrosti 200 km/h ugotavljali, da lahko tudi sam zapelje iz avtoceste. Prepozna znake in zniža hitrost. 200 km/h na nemških avtocestah. Stereotipi pravijo, da so dva otroka, pes in Passat pogoj za institucijo, ki ji pravimo klasična družina. In čeprav ima ta nemški prvak hudo konkurenco strani SUV-jev, ostaja eden najbolj zaželenih družinskih avtomobilov vseh časov. Z nami je 8. generacija, 3. aprila so izdelali že 30-milijontnega Passata. Smo torej v Frankfurtu, kjer se zadnje čase, kot nasploh v Nemčiji, težko najde zelo hitre odseke. A ker je David obljubil vožnjo 200 km/h, bomo to za vas poiskali. In zakaj rabimo takšen odsek? No, vsekakor zato, ker so izboljšave novega Passata predvsem očem skrite tehnične podrobnosti. In imate prav, tudi v Sloveniji pri nižjih hitrostih si bomo lahko z njim močno olajšali vsakodnevno vožnjo. A v resnici se pri visoki hitrosti zdi še toliko bolj impresivno, ko vidiš, da imaš en par oči, ki gledajo daleč naprej. No, Passat po novem ne bo samo škilil na vse konce, ampak bo videno primerjal tudi s tistim, kar najde na internetu. Passat je postal pameten. Ves čas je povezan s spletom, to pa mu omogoča, da vsak trenutek na cesti predvideva, kakšne so naše namere. Seveda so že doslej veliki Volkswageni uspeli prepoznati prometne znake in na njih ustrezno reagirali, a povezava z internetom jim omogoča nekatere nove funkcije. Torej, vozimo obljubljenih 200 km/h. Avto zazna omejitev hitrosti in jo ustrezno prilagodi. Tu pa pride nova pamet. Avto dobi dostop do množice podatkov. Sam ve, da se bližamo križišču, da bo kmalu naselje, da bo križišče. Ko poključimo navigacijo, ve tudi to, da bo treba čez 300 metrov zaviti desno. In kako vse to deluje? No, za ta namen Passat uporablja eSIM kartico, takšno, ki je vgrajena v sistem. Ta ga poveže z različnimi prometnimi servisi, ki navigacijsko karto sproti aktualizirajo. Zadeva koristi tudi, če vodenja ne vklopimo. Ko pa določimo cilj poti, vodenje vpliva tudi na samo delovanje avta. Tako bo recimo pred križiščem, na katerem moramo zaviti, samodejno pojenjal in krmilni mehanizem pripravil na zavoj, da bo voznik že na stopalki zaznal, da naj ne pelje naravnost. Povezana s spletom oziroma nasploh pametna vožnja pa pokaže še posebej veliko koristi v povezavi s priključenim hibridom GTE-jem. Natančno prepoznavanje lokacije namreč GTE-ju omogoča tudi dodatne prihranke energije in s tem podaljševanje električnega dosega. Tako ne bo po nepotrebnem porabljal energije pred ovinkom in v klanec jo bo porabil samo toliko, da se prevali čez. Vsak spust pa bo natančno premeril, da bo od njega rekuperiral kar največ energije. Seveda je prediktivna vožnja koristna ne glede na motor, a vseeno je koristno vedeti, da bo v splet povezan GTE kar najbolje izkoristil za 13 kWh večjo baterijo, ki sicer po podatkih zadostuje po starem načinu merjenja za 70 oziroma po novem dvojni VLTP-ju za nekoliko bolj realnih 56 km. Kakorkoli, povezanost v splet novemu Passatu po novem omogoča tudi to, da veza dela na cesti, da torej ni več odvisen samo od kamer, če bodo pravilno prebrale rumene in bele črte na vozišču. Kar se pogonov tiče, Passat ohranja svojo kompetentnost tudi z močnimi dizelskimi motorji, a bencinski motorji pridobivajo na veljavi, še posebej bliskovito pa se povečuje prodaja hibridnega GTE-ja. Letos naj bi dosegla že 15% vse prodaje. A če se ruši stereotip glede motorja, pa stereotipi ostajajo neomajni glede oblike karoserije. Že od 80-ih let naprej je namreč karavan tisti pravi Passat. Prodajo jih 3-krat več kot limuzin.